Zadnjič sem čisto tako nedolžno objavil na Stravi eno svojo vožnjo in par fotk, potem pa kar naenkrat dobim opozorilni komentar, da bom dobil tako revmo, da bo joj, ker se vozim v kratkih hlačah. Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav, evo pa je že marec, vreme je tako prijetno, precej oblačno, malce piha jugozahodnik in imamo cirka 14 stopinj Celzija. Tista vožnja, ki je dobila komentar, je bila objavljena še v februarju, vendar so bile temperature povsem primerljive današnjim. Objavo je komentiral Drago, ki je tako malo v šali vprašal, če je pri nas že poletje, glede na to, da se vozim v kratkih hlačah. Moj odgovor je bil tak precej na kratko, in sicer pod 12 stopinjami Celzija se vozim v dolgih hlačah, nad 12 pa v kratkih. Ko gre temperatura preko 17 stopinj, grem pa še v kratke rokave. Tukaj bi rad pojasnil, da ta številka 12 ali pa 17 stopinj, to niso neke absolutne kolesarske številke, ampak to so tiste moje vrednosti, ki sem jih odkril skozi dolga leta kolesarjenja v vseh letnih časih. Ja, slišali ste pravilno, več let sem porabil za to, da sem najdel tiste številke, pri katerih se počutim najboljše. Pod 12 stopinj Celzija imam zmeraj na sebi zimska oblačila, trenutno uporabljam znamko Force, od katerega imam tako zimske hlače, kakor tudi zimsko jakno, tak zelo dober topel material in v tem dresu se res počutim odlično. Seveda uporabljam tudi volnene rokavice in pa galoše, na glavo dam pa tako volneno podkapo, tako da si zaščitim tudi ušesa, brado in nos, če je potrebno. Ko pa pride v naše kraje pomlad in tistih čarobnih 12 stopinj Celzija, takrat ne uporabljam več zimskega dresa, ampak oblečem kar kratke kolesarske hlače. Preko zgornjega dela telesa oblečem eno tekaško majčko z dolgimi rokavi, preko nje pa dam navadno kratko kolesarsko majico, zato da imam čist še eno zaščitno plast za boljše počutje in pa hkrati za udobje od zadaj tiste kolesarske žepe. Hkrati ukinem tudi zimske rokavice, nosim samo še navadne letne kolesarske rokavičke, ne nosim več nobene zaščite preko ušes ali brade in prav tako ne nosim več zimskih galoš, ohranim pa vseeno zimske nogavice iz merino volne. Ko se zunaj dovolj segreje, da pride preko 17 stopinj Celzija, grem pa poleg kratkih hlač še v kratke rokave in v navadne kolesarske nogavice in takrat se potem začne tista sezona, ko si oblečen, kolikor malo je možno. Taka kolesarska pomlad je ponavadi na Goriško prišla nekje v marcu, no letos pa vse skupaj prehiteva skoraj za en cel mesec, tako da smo imeli že februarja temperature tudi tja do 16 stopinj Celzija. Drago je potem napisal še en komentar, da se njemu in še komu zdi to vseeno prezgodaj za kratke in da bom dobil tako revmo, da bo joj. Zraven je pa dopisal še svarilo, ampak ti si gospodar svojega telesa. Ja, evo, lej, nimaš kaj, komentar na mestu in hvala za skrb. Jaz bi rad poudaril, da mi taka oblačila trenutno ustrezajo in vsakomur od vas privoščim, da bi odkril tiste številke, ki bi ustrezale njemu. In še enkrat poudarjam, da se mi ne bi slučajno zdaj kdo prehladil,
12 in 17 stopinj, to so moje številke, praktično skoraj patentirane. Trenutno mi ta sistem ustreza, če mi kdaj to ne bo pasalo, bom sigurno spremenil. Vi morate najti sebi svoje številke, odkriti, kako se obleči primerno letnemu času. Na cesti dostikrat vidim, da predvsem začetniki se zelo radi oblečejo preveč in jim je potem vroče. Sicer pa s temi temperaturami je stvar popolnoma individualna. Vidim kolesarje v kratkih hlačah že dosti hladnejših obdobjih. Pred časom mi je pa eden komentiral, da do 25 stopinj sploh ne gre v kratke. Tako da to je čisto odvisno od posameznika, kako se človek počuti, da mu je najbolj fajn in prijetno oziroma udobno. Jaz sem potem na račun tega komentarja vseeno šel malo na Google in vtipkal Reuma, ampak sem ugotovil, da je prvih 30 zadetkov itak samo takih, ki bi ti radi kaj prodali. Potem pa šele pride na vrsto Wikipedija, kjer lahko izveš, da je več kot 200 različnih revm oziroma bolezni, ki spadajo v to obliko. Vzroki so sila različni, tudi genetski, ne rečem, lahko tudi izpostavljenost zmrazu, zakaj pa da ne, ampak jaz sem tiste spletne strani zaprl, nekako ne želim se ukvarjati s tem. Jaz se spomnim, ko je naša mama večkrat povedala, kako so oni kot otroci v snegu do pasu, v popolnoma neprimernih oblačilih in obutvi, gazli tudi po 3 ure, da so prišli do mesta in šli k zobozdravniku. Lej, če je tako, potem bi vsi te ljudje mogli imeti revmo, pa jo nimajo. Vzroki so različni, še najbolj je pomembno to, da probaš čim bolj zdravo živeti, se rekreirati, poslušati svoje telo, narediti, kakor se ti zdi, da je tebi prav. In bo, kakor bo. Jaz pri izbiri oblačil za kolesarjenje striktno gledam na temperaturo in ne na koledarski mesec. Popolnoma na enak način, kakor tole drevo tukaj, ko tudi ni vedlo, da je šele februar, ampak je vseeno vzcvetelo. Pa ne samo to drevo, tudi druge rastline, cvetice se že prebujejo. Tle je recimo en tak primer regrat. Je pa res, da se tukaj na Goriškem take temperature prikažejo malo prej, kakor recimo v Ljubljani ali pa drugje po Sloveniji. To pa, kar se tega tiče, priznam, imam res srečo in ne bi zamenjal kar tako. Vseeno mi je pa lepo obiskati druge kraje po Sloveniji, sploh tam, kjer še nisem bil, ker ne poznam in vidim toliko lepih kotičkov, tako da kar ne morem čakati, kdaj bom spet lahko obiskal kakšnega od njih. V zvezi prejšnjega videa, ko sem omenjal te kolesarske traile za mountain bike, se pa moram res še tukaj lepo zahvaliti Perotu, ki mi je komentiral, da so zelo lepi traili tle na italijanski strani iz smeri San Michele proti Doberdobu, in da so taki prav za začetnike, ne rabiš niti potopne sedežne opore, kakšnih ščitnikov. In kar je najbolj fajn, to je približno nekje 15 km od mene, tako da je popolnoma izvedljivo, da se kar s kolesom odpeljem do doma, sprobam kakšen trail ali dva in se še isti dan vrnem domov. Drugač pa moram reči tudi vsem ostalim hvala. Ogromno me vabite iz vse Slovenije, kam naj pridem s kolesom. Tako da me je kar zamikalo. Bil sem jaz v Kungoti pred leti na dopustu in z električnim kolesom taval tam okrog po Slovenskih goricah. Bil sem tudi jaz specialko 14 dni na obali, 2krat po en teden v Prekmurju in en teden v Poljanski dolini. Precej me vabite tudi na Dolenjsko, na Gorenjsko, pa na obalo. Na vse konce in kraje trenutno težko grem, ker nimam toliko dopusta. Samo počakajte vi še kakšnih 6-7 let, da bom jaz v penziji. Po se bomo pa to malo drugače pogovarjali. Po se me pa rešili ne boste.
Danes pa sem se tako za svojo dušo odpravil kar specialko, ravninskih 50 km, cona 2 in 3. Krog, ki sem ga prevozil, bom dal od spodaj v opis videa. Jaz vam želim srečno vožnjo, dosti lepih kilometrov, kakršnakoli morebitna vprašanja napišite od spodaj. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!